Will you put your hands down? Put your hands up, play! It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing. 3, 2, 1, Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi! Slovenija je pokorila košarkarsko Evropo! Vse velikane evropske košarke! So amazing. Ali imajo pronasto medaljo, bomo izvedeli čez 7 sekund. Prekrčil, bravo, Slovenija! Žoga sicer za Hrvate, ni časa! Bravo! Slovenija ima bron! I'm a problem that I never Tu je sedaj Ačimović, strel proti praznim vratom i gol! Ačimović, gol proti 1! Gol sredine igrišča, Mile Ačimović! To je izjemno zadetek Ačimovića! Sredine igrišča je premagal so amazing. Vrcišča skakalnice, kako daleč bo poletel blizu svetovnega rekorda! Ali je to nov svetovni rekord Petra Prevca in zmaga? Mislim, da se bo dogodilo tisto, o čemer smo sanjali toliko časa, 250 metrov! Nov svetovni rekord Petra Prevca! So amazing, it's amazing. Blaž, pozdravljen. Zdravo, Matej, kako malo zmačkano deluješ? Malo zmačkan, nisem malce manj, kot sem bil prej, namreč tale kavni napoj mi je pomagal, kofein, zdravi, take stvari zelo dobro. Ampak ja, naporen teden, potem pa za vikend sem bil še na eni zelo lepi, odlični, fantastični, ampak seveda utrujajoči poroki. Tvoji? Kaj me sprašuješ, Luka Dončić, kaj? Ne, dobro veš, da ne moji. Ja. Moram te nekoliko podražiti. To ni tema za tokratni podcast. Ampak ja, morda, da ne bova preveč zgubljala časa, ker namreč toliko zanimivih, res zelo zanimivih tem, od Dončića do Dragića do Kokoškova, konec tedna seveda zaključni turnir četverice v Euroligi, ogromno tem za predelati, tako da ne bova preveč dolgovezila z najnimi osebnimi stvarmi. Morda samo na hitro, Blaž, preden začneva z napovednikom kratkim, par pomembnih informacij za najne poslušalce. Ja, hvala, Matej, za iztočnico. Najbolje nam boste pomagali, če se naročite na najn YouTube kanal, SoundCloud kanal ali pa na iTunes, katero pač preferirate. In pa seveda, da všečkate te najne objave, se pravi všeček na YouTubeu, na SoundCloudu in pustite kakšen komentar, na katere tudi z veseljem odgovoriva. In oceno, seveda. In seveda po možnosti oceno, čim višjo, ker sva tako bolj opazna, se pravi, lahko naj več ljudi doseže oziroma več ljudi vidi in tudi več kot ima naročnikov, več časa potem lahko posvetiva snemanju podcastov, namreč veliko vprašanj dobivava, zakaj ne objavljava bolj pogosto, zakaj nimava več epizod na teden, enostavno časa ni dovolj za vse. In to je največji problem, čas. Seveda. Ja, in z več naročniki bi se tudi lahko več časa potem posvetila samo podcastom in ne bi toliko časa vlagala v druge stvari. Tako da dovolj o tem za enkrat, poveva, kako bova začela današnji podcast. Ja, Blaž, dejansko mislim, da je dovolj teh administrativnih zadev in teženja z všečki in temi valutami moderne dobe, ampak ja, kot si dejal, s tem nam zelo pomagate in bo seveda hvaležna vsakega novega naročnika, ampak današnja tema, ja, Blaž, pravkar pred začetkom snemanja tega podcasta sva poslušala tiskovno konferenco Igorja Kokoškova, nekdanjega, nažalost, zdaj lahko že rečemo dokončno in za vse večne čase nekdanjega selektorja slovenske košarkarske reprezentance, ki bo postal prvi evropski trener enega izmed NBA moštev in seveda že s tem piše določeno zgodovino. V tem podcastu bova spregovorila, seveda, kot sem dejal, začela bova nekaj več o turnirju zaključne četverice, ki se bo odvijal, ja, že čez nekaj dni snemava v ponedeljek podcast, verjetno bo šel v torek ali najkasneje v sredo. Final Four turnir, ki se bo odvijal ta konec tedna v Beogradu.
in na katerem bo seveda Luka, tako kot se dejala zgodovina, Luka bo že spet poskušal pisati zgodovino, tako kot je spisal pred tednom, ko je upisal prvi trojni dvojček v 11 letih, sistem dvignil že spet malce po svoj... 11 letih v španski ligi. Ne, Kaj si pa dejal? Rekel si, da je upisal prvi trojni dvojček v 11 letih. Ja, mislim, prvi trojni dvojček v zadnjih 11 letih. No, dobro, hvala ljudi. Ne bom nerazumljiv. Ja, bodi bolj razumljiv. Ja. No, sicer postal je šele 6. igralec v zgodovini španske lige. Vsem tem bova spregovorila, predvsem pa seveda, kot sem dejal, turnir zaključne četverice tale konec tedna. Kako bo to vplivalo na draft? Kako bo vse to, kar so omenila, njegova statistika, uspehi v tej sezoni, potencialni morebitni MVP nazivi, kako bodo vplivali na njegovo draft pozicijo? Draft bo namreč ena izmed tem, o kateri bova tudi spregovorila, njegovih morebitnih protikandidatih, kaj so zadnji trendi, kaj se kaže v Ameriki, o čem pišejo in govorijo. Draft je namreč eden izmed tistih osrednjih dogodkov NBA sezone, vsako leto medijsko izjemno podprt in tudi Luki se vedno več govori in seveda na eni strani je vedno več podpornikov, na drugi strani pa vedno več tako imenovanih hejterjev. Ja, taki kot si ti. Jaz nikakor ne sodim med njih. Namreč midva sva ravno z Luko začela snemati te podcaste. Ampak kje bo Luka končal? Jutri se bo odvijala draft loterija, zvedeli bomo, katero moštvo bo izbiralo prvo, drugo, na katerih pozicijah bodo izbirala posamezna moštva. Ali bo Phoenix izbiral prvi, imel bo največ kroglic? Ja, 25% možnost bo imel, da dobi prvi pik kot najslabša ekipa rednega dela in po jutrišnjem dnevu bo tudi lažje govoriti o tem, katera destinacija bo dobra za Luko, katera slabša za Luko. No, v vsakem primeru vemo recimo prva 4 moštva, najslabših 4-5 in Luka bo zagotovo med prvih 4 izbran. Lahko bova spekulirala, ampak največ bova ravno govorila o Phoenixu, ki ga je prevzel že imenovani Kokoškov. Ki pa se je danes zelo diplomatsko izognil vprašanju o tem, ali bi se odločil med Dončićem in Aytonom in je nekako tako vse skupaj zavil kot Aytona ne poznam. Čakaj, bo o tem malce več kasneje spregovorila, samo to sem želel povedati, da dokončam samo ta napovednik. Ja, v tej tiskovki bova več spregovorila, ampak tudi o možnosti, da recimo Goran konča v Phoenixu, namreč Miami bo morda šel čez poletje, v katerem ga čakajo spremembe, morajo nekaj spremeniti. Seveda izkazalo se je tisto, kar so tudi napovedovala, izpad v prvem krogu proti Filadelfiji, ampak Filadelfija potem na način, kako je spadla proti Bostonu, v tej postavi in s tako taktiko in pristopom seveda Miami ni konkurenčen. Midva bova spregovorila o tem, kakšne spremembe čakajo Miami, kaj morajo spremeniti, da postanejo konkurenčni in seveda, ali obstaja kakšna možnost, da morda Gorana tradeajo in ali obstaja možnost, da ga tradeajo prav v Phoenix. Kakšna je možnost, da bi Goran združil svoje moči z Luko in Kokoškovom? Ja, zlati duet, zlati trio reprezentance. Pa tudi glede na to, da je tam januarja tudi nekoliko zgladil spor z sedajnim GM-om od Phoenixa. No, to je nekaj, o čemer se govori na drugi strani Atlantika. Nekaj renomiranih novinarskih imen je že spekuliral o tem, zato je seveda lahko tudi midva spregovorijo o tej topiki in pa seveda finale v obeh konferencah. Pravzaprav na nek način finale, ki smo ga pričakovali že na začetku sezone, ampak ni prišlo do tega ravno po poti, po kateri smo pričakovali, zato bo tudi nekaj besed o tem spregovorila na koncu. Torej, več kot dovolj tem, zato ne bom nobenega glasbenega intermezza tukaj dal, ampak samo ding, ding, dong in začniva. Rekla sva Final Four prihodnji konec tedna. Tvoje pričakovanja? Ja, na eni strani CSKA proti Realu, zelo zanimiva serija in potem drugi par Fenerbahče proti Žalgirisu, kjer je favorit precej bolj jasen, predvsem zaradi tega, ker ti Žalgiris je to presenečenje letošnjega play-offa v Euroligi nekoliko presenetljivo ali pa tudi ne, so premagali Olympiakos in se uvrstili na zaključni turnir. Vsekakor presenečenje sezone je Žalgiris, glede na proračun, vložke drugih ekip v primerjavi z Žalgirisom. Pa Udrika, to je tista jeziček. No, Majo Jaskeličiusa, ki se je izkazal in je eden izmed tistih trenerjev, ki bo morda s prestola zrušil starega mačka Obradoviča. Ja, trenerja Fenerbahčeja, ravno zaradi Obradoviča in pa zaradi izjemno kvalitetne ekipe in tudi zelo izkušene, ne nazadnje so aktualni prvaki Eurolige.
dvomim, da bo Žalgiris imel resne možnosti, vendar to je vseeno turnir četverice, odloča ena tekma, odloča dnevna forma in lahko se zgodi marsikaj. Nepredvidljivo, ja. In ravno zaradi tega je tudi ta druga serija proti CSKA in Realu, ki je na papirju precej bolj zanimiva in bi morda lahko celo rekli, da je nekje 50-50, čeprav osebno mislim, da so vseeno možnosti CSKA-ja boljše CSKA od je Reala. favorit v tem dvoboju. Ja. Zanimivo bo tudi videti, kako bo Luka odreagiral na tej tekmi, kajti vemo, da na prejšnjih play-offih ni ravno, je ponovadi ravno tu ugasnil in prejšnjih, v lanski sezoni, v lanskem ni ravno blestev, vendar to bomo videli, kako bo in predvsej bolj izkušen je Luka sedaj, ampak mene recimo, če za trenutek se samo ostavijo še pri tistem drugem paru, Fenerbahče, Žalgiris, ja, ti si dejal, Udrih in Jaskevičius, ja, izjemen trener in mislim, da tudi tisti posameznik, ki mu gredo celo večje zasluge. Poleg seveda še enega Slovenca, ki ga je treba omeniti, Kevina Pangosa. Kanadskega Slovenca. Ja, no ja, Kanačana s slovenskimi koreninami, ali kako bi se to reklo. Sicer ima slovenski potni list, ampak mislim, da nikoli ni izrazil nobene namere, da bi igral slovensko reprezentanco, ravno obratno izrazil namero, da bi se dokazoval in igral za kanadsko reprezentanco in v mlajših selekcijah je tudi že igral za Kanačane, vsekakor igralec, ki bi bil lahko koristen, recimo ob napovedani načrtovanju upokojitvi Gorana Dragića, ki pa je tako mimogrede povedal v enem izmed zadnjih intervjujev, da bo pripravljen še igrati za slovensko reprezentanco, če bi se ta recimo vrstila na olimpijske igre, ampak seveda brez njega bo to to je vrsten projekt. Ja, bo to precej težje, ampak da ne bova preveč zašla sedaj, jaz sem želel samo malce pojamrati o teh reprezentačnih oknih in negotovi prihodnosti, ker seveda ne vemo, kako bo v prihodnosti, ampak temu sem dejal, več v kakšnem prihodnem podcastu, raje se sedaj vrnijo na Final Four. Pri Fenerbahčeju mene zanima, kako bodo recimo na koncu Bogdanovića letos niso toliko pogrešali, kot sem jaz morda pričakoval. Vseeno je šlo za odličnega igralca, ki je odlično tudi povezoval in bil tisti glavni igralec tega moštva v lanski sezoni, ampak recimo zdaj na končnem turnirju za četverice bo pa zanimivo videti, kako bodo recimo, če se bo lomila tekma, kdo bo tisti go-to guy, tisti igralec, ki bo prevzel odgovornost v tej situaciji. Namreč tako dobrega, kot je bil Bogdanović lansko sezono, nimajo. Ampak mislim, da, kot so dejala, še vedno bodo v tem paru Žalgirisom veliki favorit, morali bi biti, tudi Obradović bo verjetno imel za voljo svojih korenin tam več kot dovolj navijačev in ja, verjetno bo iz tega para napredoval Fenerbahče, na drugem paru pa če sedaj CSKA Real, kjer bo pa verjetno imel Luka Dončić in Real ogromno slovensko podporo, verjetno še nikoli. Imam občutek, saj po tem, kar sem slišal, da bo precej Slovencev šlo v Beograd na ogled tekme in Luko zna z tribun spremljati par tisoč Slovencev in seveda tudi precej srbskih navijačev. Ja, ne nazadnje je velik ljubljenec tudi Crvene zvezde, potem ko je dejal, da pač je to njegov klub, da navija za njih in verjetno. No, ampak potem bodo iz principa Partizanovi navijači navijali zoper njega. To v Srbiji je to, čim rečem. No ja, ampak vseeno bo verjetno veliko navijačev Crvene zvezde. Ne dvomno bo ogromno navijačev na njegovi strani. Tako, ja, in bo verjetno Real imel precej večjo podporo kot pa CSKA v Srbiji, vsaj tako si mislim. In ta tekma bo izjemno zanimiva. Srbsko-ruska naveza in te zgodovinsko prijateljstvo, ne vem sicer koliko navijačev bo CSKA imel, vendar mislim, da jih bo imel tudi med srbskimi navijači nekaj, ampak ampak bolj želim to dejati, da bo izjemno zanimiva serija. Sam osebno se že zelo veselim te tekme, zdi se mi, da bo izjemno tudi kvalitetna, čeprav serija, več čas govoriš serija. Serija je bila sem play-offa. Četrti finale, sedaj so v play-off serijah. No, ampak ta tekma zna biti izjemno zanimiva. Zanimivo bo videti dvoboj tako pod obročem kot na branilskih položajih. Zanimivo bo videti, kaj lahko Ljul pridoda, glede na to hudo poškodbo. Delno smo videli že v četrtfinalu, smo videli, da je pravzaprav, ko se je vrnil
je bila precejšnja razlika. Na tisti prvi tekmi je Real seveda doživel totalno blamažo in polom, agresivna obramba Panathinaikosa je naredila točno tisto, kar sem midva recimo v najnih napovedih celo pričakovala in napovedovala, seveda agresivno podvajanje Dončića. Pričakovala takega blowouta, ampak... Ne, ampak tako obrambo pa vsekakor pokrivanje po celotnem parketu, visoko podvajanje, trepanje že na nasprotnikovi, na drugi polovici. To je delovalo na prvi tekmi, na drugi tekmi se je pa potem izkazalo, da ko so podvajali Luko Dončića, je ta lepo pametno našel svoje igralce. Tudi Ajon. Tudi Ajon je ogromno. Vrnitev Jula in Ajona je tista ključni trenutek sezone, ki lahko prevesi tehtnico na stran Reala, ki lahko morda tudi v tej tekmi proti CSKA-ju pomaga Realu, namreč brez teh dveh je Real precej slabša ekipa. In ravno to je tisto, kar recimo je treba kapo dol pred tem, kar je dosegel Luka Dončić pri svojih 19 letih, dobesedno držal Real v igri, v tekmi za prednost domačega, ne samo za playoff, ampak tudi za prednost domačega parketa v končnici, praktično več kot polovico sezone. Vemo, kako na začetku sezone je Campazzo recimo katastrofalno začel, ki je bil tisti drugi playmaker poleg njega in je res ne samo v ACB ligi, tudi v Euroligi na obeh frontah držal Real v igri praktično sam. V ACB ligi je bil Real celotno sezono dominanten, brez teh posameznikov poškodovanih. To je bilo takrat, ko je Luka res počel stvari, potem pa tisti rookie wall. Ja, potem pa tisti, tako kot si rekel, rookie wall, ko nekoliko, bomo rekli temu, izgori, preveč je bilo dejansko pritiska na njegovih ramenih. In, ne samo pritisk, napor. Rookie wall je ponovadi izraz, ki ga uporabljajo za novince v NBA ligi, ko igrajo toliko minut in tako težak ritem prvič v svojih karierah in jih preprosto na določeni točki sezone zmanjka. In to se je namreč zgodilo Lukatu. Ne samo izkušnje, videlo se je, da dolga sezona, ki se je začela že julija z reprezentanco. Vemo, Luka je v finalu Evropskega prvenstva si je zvil gleženj, nato pa manj kot teden dni kasneje že igral prvo tekmo v ligi. Mislim, on je v zadnjih... Na super pokalu. In potem, nekaj dni kasneje že v ligi, če se ne motim. Tako da, tako je praktično vstopil iz reprezentančnega poletja v sezono in ta rookie wall tam nekje januarja, konec januarja, začetku februarja, je bil najbolj recimo nekje izrazit, ko je imel res potem nekaj tekem tudi zaradi poškodbe in v takih situacijah večja utrujenost tudi hitreje pride do poškodbe, do katere je seveda tudi prišlo in potem tista 2 tedna, sedaj je imel recimo 2 premora zaradi nekih določenih poškodb in med tem premorom pa se seveda vrnil z trojnim dvojčkom oziroma po tem drugem premoru. In je znova upisal novo zgodovinsko poglavje, o katerem so že nekaj spregovorila. Namreč, Luka je sedaj pred možnostjo, da postane MVP v Euroligi in v španskem prvenstvu. Za Euroligo bomo zvedeli ta konec tedna, mislim, da pred začetkom finala. Pred začetkom finala, pred začetkom turnirja se podeli nagrada za MVP-ja. Si prepričan, da bodo pred začetkom ali ne bodo po prvih odigranih tekmah polfinal, vsaj tako sem jaz slišal in oziroma bral. No, vsekakor ta vikend. To nedvomno, Luka ima lepe možnosti za to, tudi precej novinarjev je glasovalo zanj za MVP-ja, vendar ima na drugi strani kar precejčno konkurenco v Calatesu, ki pa je gladko dobil glasovanje za MVP-ja. Tudi Nando De Colo, recimo, je eden izmed protikandidatov. Želel sem dodati, s Panathinaikosom se je pomeril in Calatesom se je pomeril v četrtfinalni seriji, sedaj pa se bo v polfinalu pomeril z drugim največjim protikandidatom. Calates in De Colo sta verjetno najbolj verjetna protikandidata. Vendar je pa Luka že bil uvrščen v najboljšo peterico Eurolige za to sezono in pa bil je izglasovan za najboljšega mladega igralca. Pa še eno stvar je treba omeniti in to je, da v zgodovini Eurolige še nikoli ni bil za MVP-ja izbran igralec, ki ne bi igral na zaključnem turnirju četverice. Tako da, če bi to postal Calates, bi postal prvi igralec, ki ne bo nastopil na Final Fouru z nagrado MVP.
Ja, Luka ima vsekakor možnost pisati še nekaj zgodovinskih poglavij, praktično vsako tekmo ali vsak mesec recimo beremo statistične podatke, ki potrjujejo, da počne stvari, ki jih preprosto ni počel še nihče v zgodovini. Zaradi tega tudi kotira tako visoko na draftu in ja, tudi ta tekma proti CSKA-ju bo vsekakor vplivala na njegovo pozicijo na naboru, tako kot recimo bo vplival zaključek državnega prvenstva in morda pri Luki celo bolj kot recimo pri Američanih oziroma teh igralcih, ki so igrali v NCAA študentski ligi. Ja, recimo Ayton je izpadel že v prvem krogu tistega zaključka. Z visoko kotiranim moštvom, ki je bil, mislim, da na stavnicah 3. ali 4. najbolje rangirano moštvo. In dejansko takrat, ko se je šlo za res, so izpadli že v prvem krogu, se pravi, prišli so med najboljših 32 ekip in potem izpadli. Ampak to se na njegovih delnicah na draftu ni prav nič poznalo, tako da pri njemu pač enostavno zamahnejo z roko. Mi je pa bolj zabavno, da veliko ameriških navijačev verjame, da bi Ayton dominiral Euroligo, kar je največji možen absurd. To je ena stvar, ki jo je potrebno, recimo, če, ne vem, želiva še kaj povedati o tem paru dvoboju CSKA Real. Dejala sta CSKA je vsekakor favorit, vendar vrnitev Jula, tisto, če zakončava, ker so govorila še o seriji. S Panathinaikosom videla sva, da je recimo Ajon kot sekundarni playmaker na položaju centra že na tisti drugi tekmi razbremenil Luko v določeni meri. Ja, potem pa še Jul kot tretji organizator igre, oziroma drugi, ampak recimo temu, če si že omenil, da je bil Ajon kot drugi, recimo temu še kot tretji organizator. No, ampak Ajon je vendarle center. Ne želim reči kot organizator igre, kot enka, kot PG, kot dodaten razigravalec. Tako, kot dodatna opcija za razigravanje moštva in je potem posledično imel tudi Luka več možnosti, več svobode v igri, kajti niso se več tako zelo koncentrirali na njega in lahko je pokazal nekaj več svoje magije. Predvsem tega podvajanja in izkakanja na pick and rollu nismo več toliko videli, ker so seveda morali biti bolj pozorni tudi na druge igralce. Ja, in ravno to je nekaj, recimo, kar v NBA-ju ne bo tako zelo deležen, tega podvajanja, tega agresivne obrambe samo na njem. V končnici morda, ampak v rednem delu pa tega ne bo. Tako da bo odvisno, lahko odvisno, vse bo odvisno od tega, kakšnem moštvu bo igral. Pri vseh teh recimo naših projekcijah in debatah seveda ne vemo, v kakšnem moštvu bo zaigral, s kakšnimi igralci bo obkrožen. Luka v neprimerni vlogi bo povsem drugačen igralec, njegov potencial, njegov maksimum, ki ga bo lahko dal, bo povsem drugačen, te meje bodo povsem drugačne, kot če bo recimo v idealni vlogi, v idealnem moštvu, zato seveda več o Phoenixu kasneje. Tako da to bo zelo pomembno, katero moštvo ga bo izbralo in seveda od teh tekem, sedaj, ki se igrajo ta konec tedna, bo tudi to odvisno, ampak ja, jaz mislim, da Real ima dobre možnosti, ti mislim, da si dejal 50-50 približno. Ne, jaz sem dejal, da nekateri pravijo, da je 50-50, ampak sam verjamem, da ima CSKA 60% možnosti. Se pravi, za mene osebno je CSKA favorit napram Realu. Če gledamo redni del sezone, je bil CSKA letos res dominanten. Ja, ampak spet, tako kot sva rekla za Fenerbahče, Žalgiris, lahko rečeva tudi dvojni playmaker, bo zanimivo videti, kako se bo Real, recimo, ali bo Real to tekmo začel z Julom in Dončićem v prvi peterki, ali bo začel morda z Dončićem najprej in potem Julom rezervo ali obratno. Se mi zdi, da je dejansko v bistvu najšibkejši del Reala bo Pablo Laso, kajti včasih zna zelo ali zakomplicirati ali pa se ne zna dobro prilagoditi nasprotniku in to je že zelo dobro pokazal tisto prvo tekmo proti Panathinaikosu, ko smo vsi vedeli, kaj jih čaka, vendar enostavno ni se znal prilagoditi na tisto agresivno obrambo in jaz mislim, da bi znal Real morda potegniti kratko. No, zdaj o trenerskih taktikah in Lasu, ja, o tem sva tudi že nekaj govorila, ampak neprimerna taktična priprava, lahko tudi seveda rekla sva, ena tekma odloča dnevna forma in odloča tudi taktična priprava, kako igralci odreagirajo v določenih situacijah, kako so pripravljeni na določene situacije. Ja, na tisti prvi tekmi na določene situacije, ki smo jih vsi pričakovali, niso bili najbolje pripravljeni, ampak se sva rekla, v drugi tekmi potem Ajon se je takrat šele vrnil, recimo se je šele vračal in Jule recimo na koncu sezone, sedaj po tistih prvih tekmah, res neverjetno dobro odigral. Jaz nisem pričakoval,
da se bo vrnil na tako visokem nivoju in je res lahko, sedaj za Jonom sta one dva lahko tisti jeziček na tehtnici. Napovedi so zelo nehvaležne. Jaz upam na zmago Reala, ampak se strinjam s tabo, da verjetno je v rahli prednosti. CSKA je bolj kvalitetna in tudi morda v določenih pogledih bolj izkušena ekipa, čeprav to je zelo težko reči. Sergio Rodriguez namreč in Nando De Colo sta zelo dobra kombinacija, zato razmišljam, ali se bo Laslo poskušal spoprijeti s svojima dvema playmakerjema, recimo dvema igralcema, ki lahko vzameta žogo in zunanjih položajev, organizirata igro. Poslastica, vsekakor dve poslastici, mislim, da Fenerbahče, Žalgiris bodo mnogi, tudi recimo navijači Slovenije, že zaradi voljo Jaskevičiusa in Udriha, čeprav pri Udrihu nikoli ne veš, za voljo teh dveh navijali za Žalgiris. Pa tudi zaradi tega, ker je underdog, čisto po pravici povedano. Tako, jaz imam rad underdoge, ne, tako da, se strinjam. Tako kot vedno, ne, tudi Slovenija v končni fazi je bila underdog na Evropskem prvenstvu in z veseljem se navijal za underdoga. Ja, definitivno. Ampak na drugi tekmi Real, pa vemo, da bodo vsi navijali, tukaj pa ni nobenega dvoma, da bodo vsi v Sloveniji navijali za Real in Luko Dončića, mnogi, kot sva dejala, verjetno tudi tam uživo. In morda bo tudi ta navijači domača dvorana, recimo, če bom močno na strani Reala, morda bo tudi to poneslo Real in pomagalo, vemo, navijači lahko vsekakor ponesejo ekipo in dajo tista dodatna krila. Na drugi strani pa lahko ekipa tudi pregori pod pritiskom, recimo. Tako da upajmo, da se to ne bo zgodilo. Luka je drugačen igralec, kot je bil lansko sezono. Jaz mislim, da tokrat se mu ne more pripetiti to, kar se mu je pripetilo proti Fenerbahčeju. In če bo Luka odigral na, recimo temu, MVP nivoju, če bosta svoje dodala še Ajon in Jul, mislim, da so te trije igralci skupaj z Rudijem Fernandezom, ki v letošnji sezoni predvsem za tri res dobro zadeva. Res je tista konstantna nevarnost trojke in tudi z Luko. Pa če bo imel svoj dan tudi J.C. Carroll, ki lahko v seriji zadane tudi 7 trojk, če je potrebno. Ne? Takega recimo ostrostrelca CSKA nima in dnevna ostrostrelska forma je tisto, kar zna v taki situaciji odločiti, ampak tudi, se vemo, skok, borba pod košem, kako bodo zaključevali, odpirali prostor, taktika, vse to bo zelo zanimivo in to bomo zvedeli konec tedna, kot so dejala. To bo vsekakor vplivalo na Lukovo draft pozicijo, o tem se sedaj tudi na drugi strani Atlantika recimo govori, spremljajo, kot so dejala, že igre Dončića precej bolj podrobno, tisti že omenjeni hejteri, ki jih ni malo na drugi strani Atlantike, seveda po vsaki slabi tekmi pridejo ven iz lukenj in tako naprej, ampak zdaj morda se, ko ravno omenjaš drugo stran Atlantika, se morda lahko umakneva nekoliko iz Eurolige in potem se v povezavi z Luko poveževa sedaj na Phoenix in pa Igorja Kokoškova, ki je imel ravno danes, sva poslušala, kot sva že povedala, njegovo prvo novinarsko konferenco kot glavni trener Phoenixa in tam je odgovarjal precej diplomatsko, ni v bistvu z ničemer dal prevelikih indicov glede česarkoli, če smo čisto iskreni. Predvsem je dejal, prišel sem, da bom delal trdo, da bom delal dobro, da je njegova največja prednost, da je prilagodljiv, da zna igro prilagoditi igralcem, zna igro prilagoditi nasprotnemu moštvu, kar se strinjam. Osebno mislim, da je res to njegova največja kvaliteta. On zna prepoznati, kaj ima v ekipi in potem igro prilagoditi njim. Na drugi strani so ga pa potem še naknadno vprašali glede Luke Dončića in pa Andreja Aytona, če bo morda odkorakal v pisarno od GM-a Phoenixa in tam, če bi ga McDona vprašal Ayton ali Dončić, katerega bi izbral, in je tudi tam nekoliko diplomatsko rekel, ja, dobro poznam Luko, vendar ne poznam teh, ki igrajo v študentski ligi, tako da ne morem ravno komentirati, vendar vseeno na koncu se je skupaj zaključil z, da je Luka izjemen diamant, izjemno dober fant in da bo imel dobro kariero v ligi NBA. In jaz bi lahko dodal, da vsekakor glede na stil igre, ki ga preferira, to si povedal, on je dejal, jaz lahko I can coach a slow team, I can coach a fast team, dejal je lahko igro
prilagodi svojim varovancem oziroma kvaliteta moštva posameznikom, vendar vsi vemo, s kakšno igro je najbolj uspešen, kakšno igro preferira, kakšne igralce preferira in to vsekakor ni post-up, old school center, kar Ejton, ta glavni protikandidat Luke Dončića na tem draftu, vsekakor je. Če bi ga mogla nekoliko, da boste imeli nekoliko bolj oris za kakšen stil igralca gre, je bolj podoben recimo kakšnemu Howardu z boljšim metom, z pol razdalje tudi kakšno trojko zna zadeti, ampak njegov stil igre je približno podoben, se pravi. Ja, Howardu z metom in malce boljšo, recimo temu hrbtno tehniko, centrsko tehniko. Vendar želim to povedati, ne gre za nekega, recimo, če dam primer, ne gre recimo Hakima Olajuwona. Tako, ne gre za Horforda v končni fazi, ki ali Embida, ali Embida, gre za precej bolj old school centra, ki rad igra s hrbtom proti košu, ki rad igra to in and out igro, ki pa je... No, tako je igrala Arizona pod ne samo njim, ampak imeli so še enega srbskega centra, Ristića. Včasih je igral Ejton tudi na položaju 4, so igrali z obema centroma in so igrali pogosto pod koš, spuščali žogo na post njemu. Tako kot vsi mladi igralci ima on svoje pomanjkljivosti. Ampak nekaj, recimo, kar lahko jaz z gotovostjo trdim, je to, da Ejton tega, kar počne Dončić v Euroligi, ne bi mogel početi. Nihče izmed teh igralcev, ki so letos na draftu, toliko sem jih pogledal, sicer mislim, da tudi recimo, ko si dejal, da je Kokoškov seveda povedal, da ni gledal NCAA igralcev, mislim, da ima dovolj orisa in da je dovolj videl, da si lahko predstavlja. V končni fazi je tudi dejal, da je kot pomočnik v Utahu imel velikokrat tudi napisane te talente v svoji knjižici iz NCAA pred draftom in je dejal, da je recimo vedel za Jalena Browna, ki sedaj blesti pri Celticsi, vendar po drugi strani pa dejal, da mu je Tatum ušel. Ne? No, ampak kar želim jaz povedati, je, da jaz mislim, da ni nobenega dvoma o tem, kaj bi preferiral Kokoškov, kaj bi preferiral glede na stil igre, glede na potrebe, glede na smernice moderne košarke. Zato smo omenjali ta bolj old school post-up center. Morda se razvije, povsem možno je, da se... Razvije mogoče v Anthonyja Davisa, pač to je bil ekstremen primer. V Anthonyja Davisa se ne more razviti, preprosto precej bolj gibljiv tip igralca. Tudi na univerzi recimo je Anthony Davis deloval in igral precej drugače kot recimo sedaj Ejton v tej sezoni. Davis je modern tip centra, ravno to je ta razlika, recimo ko Ejton pa je bolj old school center in ta igra, post-up igra na centre pod koš preprosto ni več dovolj učinkovita. Odstotki, vse kaže na to, da recimo, če branilci prodirajo pod koš in generirajo igro, če se napad generira preko branilcev, je preprosto bolj učinkovit, več točk se dosega na napad, kot če spuščamo žogo na te stare centre, ki v primeru Ejtona ni nek izvenserijski podajalec. To, ko si omenil Howarda, jaz bi recimo Howard se imel približno enako dober podajalec je, recimo kot Howard. Ni recimo tako dober podajalec, kot je bil recimo Shaquille O'Neal na svojem najvišjem nivoju, da ne omenjamo seveda zdaj te moderne centre, ala Marc Gasol ali boh ne daj, ne bom niti omenil Jokića, ki je za njega magika, veš. Ja, in pa še eno stvar je, ki so jo pozabila omeniti glede Ejtona, pa to ni zdaj neko hejtanje ali pa karkoli, ampak enostavno pač predstavljava, zakaj za naj osebno on ni prvi pik, je tudi to, da seveda bodo rekli zdaj, če bi Američani razumeli slovensko in poslušali, bi rekli, Slovence hejtajo, navijajo za svojega, ampak mislim, da bolj to velja za njih. Oni preprosto imajo zelo slab oris, ko jaz govorim s kakšnimi poprečnimi navijači, zelo slab oris imajo o tem, kako kvalitetna je Euroliga. Ampak povej, želel sem se povedati, recimo ena pomanjkljivost Ejtona je tudi v tem, da ni pretirano dober v obrambi, zraven je pa tudi nekaj, on v NCAA ligi je tak frik narave, da je predvsem dominiral zaradi svoje fizike. V NBA-ju ne bo mogel dominirati svojo fiziko. Bil je večji in močnejši kot večina nasprotnih frontlinov, centrov, krilnih centrov, proti katerim je igral. In ga težko pokrivaš. Ne? V NBA-ju tega ne bo. V končni fazi, recimo, če ga bo prijel Draymond Green, Drummond, praktično kdorkoli, ne bo imel nobene prednosti. Ni najmočnejši in najboljši, ampak ne bo izjemno pozicionira. To je recimo Draymond Green in Horford sta primera centrov, izjemno dobro delo nog in izjemno dobro pozicioniranje v obrambi. Želim samo to povedati, ne bo imel visoki in močni. Ampak ne bo imel nobene prednosti proti njima, ker ti v NCAA ligi je imel prednost ravno v tem moč in višina. In tega v NBA-ju ne bo, tako da
Ne bom Ne, rekel, da niti v Euroligi, to je moja to poanta. tudi v Euroligi, seveda, ampak Ejton želim tega, kar počne v NCAA, ne bi mogel početi v Euroligi. Recimo 3% NCAA lige bo morda zaigralo nekoč v NBA ligi. 25% igralcev v Euroligi je bilo prvi ali drugi izbor in so že igrali v NBA ligi. Nekaj, če dodamo pa še igralce, ki bodo morda v prihodnosti nekoč zaigrali v Euroligi, je pa to še kakšnih 5%, se pravi 3% NCAA proti 30% Eurolige. Neprimerno že to kaže in seveda precej višji, močnejši igralci, poprečna velikost centra v NCAA je tam 207, 206, 207 centimetrov, poprečna velikost centra v Euroligi je 209, 210 in seveda govorimo precej težji in močnejši. Tudi bolj izkušeni, seveda. Pa še to. No, ampak želel sem samo tako reči, da če bi moral recimo med Luko in Ejtonom izbrati enega, ki ima večjo verjetnost, da bo bast v NBA ligi, bi to definitivno bil Ejton. Se pravi, se mi zdi, da ima Luka vseeno večji potencial za to, da bo pač uspešen igralec, da bo kvaliteten igralec in ravno tukaj se recimo lahko nekoliko dotakneva tistega draft, ko bi to rekel. Projekcije morda? Ja, ki jo je tisti, kaj je že. Frem Frašila? Tako, Frem Frašila, ki je pač dejal, da je Luka Dončić atlet v stilu Haywarda z IQ-jem Manu Ginobilija, kar pomeni, da on je v bistvu bolj atletski Manu Ginobili in sam osebno mislim, da bolj atletski Manu Ginobili je izjemno dober igralec. Ne? Ja, to je zame potencialni Hall of Famer, potencialni, ko zaključi nekoč kariero, član hiše slavnih. Ampak ja, no, to je ena izmed teh projekcij, ki se gleda. Za Luko obstaja izjemno veliko napovedi, ampak težko ga je primerjati. Luka je tako unikaten igralec, da res težko najti primerjave. Jaz sem ga primerjal, recimo, določene podobnosti, paralele, lahko povlečemo z Jamesom Hardenom, določene paralele s Simonsom kot visok organizator, ampak z Metom, nekateri ga recimo opisujejo v tistem enem stavku, ker seveda vsi želijo, ki niso seznanjeni z njim, povej mi v enem stavku, kdo je to. In rečejo recimo malce manj atletska verzija s Simonsom z Metom. Ja. Ampak tudi to ni, mislim, da dobra primerjava, recimo, ker Simons je recimo dober v tranzicijski košarki, ko govorimo o razigravanju ekipe. Mora igrati space and pace strelci na zunanjih položajih, ampak recimo v pick and rollu na postavljeno obrambo je pa za razred slabši od Luke že sedaj. In to se je ravno pokazalo tudi v seriji z Bostonom, ki mu je enostavno zaprl raketo in je bil Simons popolnoma neuporaben. Povsem drugačen igralec kot v prvi seriji. Vse tisto, kar sem jaz pravzaprav pričakoval, da se bo izkazalo že v prvem krogu proti Miamiju, da ga bo obramba Miamija pokrila z recimo Jamesom Johnsonom ali morda celo Adebayom. Mislim, da bi bila celo to boljša verzija, ampak ne. Spoelstra je tam izbral, če se za trenutek ostaja pri tem samo kratka digresija, izbral Josha Richardsona in Justica Winslova, ki sta oba tam okoli 2 metrov, Richardson še manjši, Winslow približno 2 metra. Ampak precej manjša in šibkejša od Simonsa in proti njima je seveda brez problema priškajal do obroča in zaključeval izpod obroča. Na drugi strani Boston je pokrival Simonsa za Horfordom, ki je višji in močnejši od njega, in Marcusom Morrisom, ki je pa 206, 207, recimo Marcus Smart ga je občasno pokrival po celotnem parketu, ampak potem, ko je prišel bliže, ga je skoraj da vedno, če se je le dalo, prevzel seveda nekdo od višjih igralcev. Torej drugačna taktika in mislim, da je Miami naredil ogromno napak in tudi Spoelstra ni bil na svojem nivoju v tej seriji, vsaj po mojem mnenju ustrajal, nobenih sprememb ni naredil. Nekako sem dobil občutek, kot da hoče sforsirati te igralce, te, ki so jim dali malo više pogodbe, da bi nekako zablesteli v tej končnici, da bi kot upravičili to ceno. Vendar... Ja. Ne, to je problem Whiteside, ampak o tem bova več kasneje, da se vrneva zdaj na Dončića in draft. Ja, na to sem se navezal, ker sem omenil Simonsa in primerjave. Namreč, ja, Dončić je tako unikaten, da je res težko, recimo njegov step back je tisto pomembno orožje, zato seveda primerjave z Hardenom, je recimo visok, močan organizator, ne najbolj atletski. Jaz sem recimo tudi na svojem Twitterju sporočil, da je bilo zanimivo, ko sem šel gledati draft profil oziroma projekcije. Ja. Tako, skoraj zelo podobne Dončićevim, ne najboljša lateralna hitrost, ne najbolj hiter, najbolj eksploziven, najbolj hiter prvi korak, ne najbolj elitni
za 3 točke, vse tiste pomanjkljivosti, ki jih recimo učitajo Luki, so jih učitali tudi Tatumu, ampak vidimo seveda, da če nekdo zna igrati košarko in mislim, da ima Luka, Tatum nekaj bolj eksploziven, ampak mislim, da je Luka močnejši in je to so tiste rezerve. Ja. In tukaj pa recimo tista primerjava s Hardenom, ki pa tudi ni najbolj eksploziven, ampak je bik v prodorih, bi se recimo temu reklo. Ravno to je, ta moč je nekaj, zaradi česar je Harden izboljšal svojo obrambo, kajti velikokrat je pokrival sedaj štirke. Kajti v postu je bil v letošnji sezoni in če pogledamo, je v bistvu najboljši obrambni igralec med branilci, ki pokrivajo zunanjimi igralci, ki pokrivajo recimo temu frontcourt, se pravi štirke v postu. Ja, izkazala se ta nizka baza, ampak močen in ga ne more premakniti, višji igralci ga preprosto pod obročem ne morejo premakniti in vse tiste, ne vse pomanjkljivosti, ampak vedeli smo, kakšne pomanjkljivosti ima recimo v obrambi, še posebej v obrambi zunanjih položajev, ampak letos je D'Antoni našel zanimivo rešitev s tem, da ga je pogosto dal na kakšne više igralce in ko so ga poskušali zlorabiti v igri v postu, v igri izpod obroča. Enostavno ni pustil, ker je tako zelo močan in je to očitno ta prava vloga zanj v tem moštvu. Zato jaz mislim, da Luka, moral bo izpiliti ta svoj step back do potankosti, to bo moralo biti orožje, na katerega se bo lahko konstantno zanašal in kjer bo recimo zadeval z dovolj visokimi odstotki, potem pa ta moč v prodorih. Vemo, da on nikoli ne bo najhitrejši, najbolj eksploziven, čeprav na odprtem parketu, v tranziciji on lahko žogo razvije res zelo dobro hitrost. Vsaj ta, recimo to so začeli izpostavljati te atletske pomanjkljivosti, o katerih sem mi govorila že posebno na začetku, ko sem rekla, ni elitni atlet, on ne bo skočil iz telovadnice kot lahko nekateri, recimo prospekti, talenti njegovih let na drugi strani Atlantika, nikoli ne bo tak, tudi recimo ne bo Marko Milić, ne samo na drugi strani Atlantika, če greva 20 let nazaj, nek velik talent slovenske košarke, ki je bil pa recimo res izjemen atlet. To Luka ne bo, ampak je pa dovolj dober atlet. Je pa po mojem mnenju nadpovprečen atlet tudi v NBA ligi. In dovolj dober atlet in glede na njegov okvir, gradnjo, lahko moč izboljša do te mere, da bo Hardenovski kot bik v prodorih, lahko se zanašal na to že sedaj, ga v prodorih, ko se recimo zabije tudi v kakšnega višjega centra, ga stežka premaknejo, je močan, ima odličen okvir, njegov oče je konec koncev bil kot big grajen, igralec, ki je kup recimo malce nižji višini igral na položaju tudi krilnega centra. Tako, Tako da in izjemno zanimivo bo videti, kje bo na koncu Luka pristal. O tem sva tudi nekaj malega že govorila, kakšno vlogo je imel, kam bo pristal in ravno v kombinaciji s tem se sedaj omenja tudi Goran Dragić in pa seveda Miami, da nekoliko zaključiva z Luko. Phoenix morda, tako kot sva recimo že govorila, seveda, kar sem omenjal, moštvo, ki ga bo izbralo in vloga, ki jo bo Luka imel, bo izjemno pomembna. Mi dva predvidevava, da bo recimo idealno okolje ravno Kokoško in Phoenix, to se seveda navezala na tisto tiskovno konferenco, ker namreč tudi v Phoenixu omenjajo po določenih indicih, tudi recimo sama izbira Kokoškova lahko nakazuje možnost, da razmišljajo v smeri Dončića. Med drugim tudi ne pozabi, da je recimo Sarver prišel osebno v Španijo gledat Luko Dončića, kako igra. To ni edini lastnik tega moštva v poziciji za draft, ki je v živo šel gledat Dončića. Ampak želim povedati, na neko recimo temu nepomembno tekmo, sploh ne v Real, v Madrid, v njihovo dvorano, vendar v Fuenlabrado se mi zdi nekam, lahko rečemo na rekvajih, Bogu za hrbtom v Madridu, na neko čisto nepomembno tekmo, tako da že tam je bilo zanimivo. Tako da zanimivo bo videti, če bo sedaj izbira Kokoškova in pač nasplošno, če bodo morda premaknili nekoliko misel o Luki, kajti od tistih zelo zanesljivih virov, se pravi tistih novinarjev, ki recimo temu imajo največ virov v front officeu od Phoenixa, so nekaj časa kar grdo tolkli po Luki. In seveda navijali za Aytona. Sedaj pa je to nekoliko ugasnilo po prihodu Kokoška in sedaj se vedno bolj namiguje v nasprotno smer, se pravi, da bi Phoenix znal izbrati Luko Dončića.
To je možnost, ki se nakazuje, ja, ravno seveda zaradi Kokoškova in pa tudi zaradi tega, ker naj bi, po že spet teh poročanih zanesljivih virov, Phoenix bil zainteresiran za to, da bi ponudil Clintu Capelli, centru Houstona, max pogodbo, najvišjo možno pogodbo oziroma pogodbo približno v tem rangu, glede na to, da bo Clint Capella, tako imenovani restricted free agent, pomeni seveda, da ima Houston možnost, da izenači vsako pogodbo in višjo kot mu daš, manj je možnosti, da Houston izenači, čeprav so dejali, da bodo izenačili vse, kar bodo ponudili, ampak oni bodo morali tudi Chrisu Paulu letos nekaj ponuditi. Tako nekaj, max, govorimo o 150 milijonih. Ja, kajti tam sigurno gre za nek dogovor, kajti drugače dvomim, da bi Chris Paul tako opt-inal in potem pristal na trade v Houston, kajti že prejšnjo pred začetkom te sezone bi lahko dobil nekje pač to maksimalno pogodbo in predvidevam, da sigurno je nek tihi dogovor, da bo to dobil sedaj v Houstonu in 3 max pogodbe je pa že zahtevna finančna situacija za Houston. Ja, zato mislim, možnost je, da če bodo to res storili, to pomeni, da jih to ne zanima, da jih seveda zanima nek drug igralec. Ampak si predstavljaš, da recimo potem še tradejo za Gorana, potem imajo zelo zanimivo ekipo na papirju. Potrebovali bodo tudi veterane. Bova o Goranu morda kakšno besedo kasneje še spregovorila, ampak če zdaj samo konkretno o Phoenixu in možnostih Kokoškova, da recimo pripelje Dončića svoje moštvo, so te v tem trenutku dobre. Jutri se bo izvedelo, na kateri poziciji bo Phoenix izbiral, vsekakor bo skoraj da zagotovo izbiral na prvih 3 pozicijah ali na prvih 2, to je najbolj verjetno, ampak lahko se zgodi, da pade na 3. ali 4. Tisto, kar vemo, je, da bo verjetno Luka končal ali v Phoenixu, Memphisu, Dallasu, morda Atlanti, Orlandu. To so ta moštva, ki so najbolj verjetne destinacije, potem je še kakšen Chicago, Sacramento, lahko tudi opcija, vse ostala moštva so pa precej manjše možnosti. Ampak, če bo prišlo do kakšnega presenečenja, boste seveda izvedeli. Ja, na vseh naših platformah, socialnih omrežjih in pa tudi na spletni strani sportinfo.si, če kliknete na družbeni zid, kjer pač imate vse naše objave. Ampak Blaž, recimo, če bi te tako vprašal, katera od destinacij, ki sem jih omenil, bi se pa tebi zdela najbolj primerna? Osebno mislim, da Dallas. Dallas predvsem zaradi tega, ker je franšiza precej bolj organizirana, z dobrim lastnikom, z odličnim trenerjem in mislim, da bi bila dobra franšiza za razvoj Luke, kajti sama sva pred prihodom pri Kokoškova velikokrat tako namigovala, da Phoenix ni ravno najboljša franšiza za Lukov razvoj. Ok, s prihodom Kokoškova se je to morda nekoliko spremenilo, vendar vemo tudi nekaj, ne? Kokoškov lahko praktično čez noč konča svojo epizodo v Phoenixu, tam se lahko zgodi marsikaj. Ja, tam problem ni trener. GM je muhast. Predvsem zaradi te negotovosti sva mi razmišljali, da Phoenix ni najboljša destinacija za Luko Dončića, ker preprosto toliko sprememb, kot so jih naredili v zadnjih letih, ja, kot sem dejal, mislim, problem tam niso bili trenerji, problem je lastnik, problem je GM, problem so njihove skrajno neumne. Edina morda dobra poteza je bil verjetno draft Bookerja. Vse ostale poteze lahko samo rangiramo v lestvici od zelo slabih do ne tako zelo slabih, ampak vse so slabe. Phoenix še vedno ni idealna. Luka potrebuje, recimo, mora biti obkrožen, rabi dobrega centra in rabi biti obkrožen z dobrimi strelci. To je idealna situacija, če ima še dobrega trenerja, je to situacija, v kateri Luka Dončić lahko postane potencialno super zvezda nekoč. In to bo odvisno od tega moštva. Jaz se strinjam s tabo, recimo Dallas. Carlisle, če govorimo o trenerjih, je morda celo najboljša opcija, ampak recimo Smith, ki so ga izbrali na draftu lansko sezono in okoli katerega tudi nameravajo graditi, ni idealen backcourt partner, branilski partner na zunanjih položajih za Luko Dončića, zato da je učinkovit, potrebuje žogo in ni dober strelec. Na drugi strani Phoenix imajo dobrih ostrostrelcev, nameravajo graditi okoli Bookerja, ja, ki bo verjetno dobil maksimalno pogodbo letos poleti, Booker. Po vsej verjetnosti to je scenarij, ki se obeta to poletje in seveda okoli njega nameravajo graditi to ekipo. Na drugi strani pa ja, nimajo nobenih strelcev in še Jackson, lanskoletni izbor na naboru, je tudi igralec, ki obeta, od katerega ogromno pričakujejo, vendar ki ni pokazal še niti, recimo temu, 10%. 30-40% tega, kar od njega pričakujejo, 30, morda, če smo zelo...
dobrodelni. Velikodušni. Velikodušni, ja. TJ Warren je recimo en igralec, ki je koristen, ampak že spet igralec, ki ni strelec, ki ima tako old school igro za zunanje igralec, ki bi bil lahko predvsej bolj koristen 20 let nazaj. Ampak v tej moderni košarki pa že spet potrebuje žogo in ni dober strelec, ostrostrelec z razdalje, oziroma sploh ni. To jim manjka, tako da soigralci niso idealni. Recimo Luka bi bil lahko tukaj tisti, ki bi bil pogosto zadolžen samo za metanje trojk in že spet, ali bi bil tukaj tudi playmaker v taki meri kot drugi, ker in Jackson in Booker sta igralca, ki že spet potrebujeta žogo, oziroma ne, da jo potrebujeta. Rada imata žogo in so jima tudi dajali veliko žogo v zadnji sezoni, več kot pa bi si jo zaslužila, še posebej glede na njune playmakerske sposobnosti. Tukaj je pa Luka svetlobna leta, no ja. Ne bom pretiraval, če rečem, da je Luka kot playmaker, kot igralec v pick and rollu za nekaj razredov boljši od Bookerja in pa posebej od Jacksona. Jackson je pomemben predvsem zaradi svoje igre v obrambi, tudi lahko igra obrambo na položajih 1 do 4 in takega igralca tudi rabiš. Če lahko razvije še met za 3, da je potem 3&D igralec, ki lahko pokrije recimo najbolj nevarnega nasprotnega pleja ali pa najbolj nevarno nasprotno šterko, če je treba. Ja. Na drugi strani pa lahko malce skriješ Bookerja in Dončića, čeprav mislim, da je tudi Dončić precej boljši timski obrambni igralec kot Booker. Tukaj je Booker celo najslabši. Tako da, mislim, idealne situacije, jaz zdaj ne vidim nobene situacije, za katero bi rekel, da je idealna, ampak zaradi Kokoškova, če je trener tista najbolj pomembna stvar, bi jaz seveda izbral Phoenix, ampak ravno to je pa tisto, kjer sva začela, morda tukaj lahko končava ta del, da ne veva, koliko moči ima Kokoškov. Potem, kar so slišali na tej tiskovni konferenci, tudi sam dejal, jaz se ne bom vmešaval v delo front office, če me bodo vprašali, bom povedal svoje mnenje. Ampak ne bom pa... Ampak dejansko, če ga direktno citiram, je rekel, jaz sem tukaj, da treniram ekipo, ki mi jo pripelje GM. Dejansko ja, ne, dejal je, ja, GM bo pripeljal sestavine, jaz bom pa to skuhal. Tako da dejansko, kar pomeni, da dejansko treniram ekipo, ki mi jo bo pripeljal GM. Ampak preprosto, ja, Ayton ni tip igralca, ki ustreza povsem, kar vemo o Kokoškovu in o sedanji sestavi moštva. Čeprav potrebujejo neko nekega obrambnega centra, ampak tako, nekega rim protektorja, oni rečejo temu defensive anchor, nekdo, ki lahko pod košem usidra to obrambo, brani obroč in Kapela je idealna opcija. Ja. Kapela je tisto, po čemer bi se moral Hassan Whiteside zgledovati, v tem bo sedaj čez nekaj minut tudi malce več povedala, ampak to ni Ayton. Ayton bi potreboval to, da mu spuščajo žogo na post, to sem pa že dejal. Taka igra preprosto sedaj ni učinkovita, razen če ne gre za nekega transcendentnega igralca, res Embiid 2.0, izboljšana verzija Embida, kar pa nikakor jaz ne vidim. No. Že spet, v primerjavi z Dončićem sem ga gledal precej manj, to tudi jaz moram priznati, ampak mislim, da sem ga pogledal dovolj, da imam dovoljšen uvid v nekaj primerjavo kvalitet lige, da ja, z gotovostjo lahko trdim, da Ayton tega v Euroligi ne bi moral početi, kar počne Dončić, zato lahko z gotovostjo tudi trdim, da bo morda tranzicija Dončića na NBA nivo precej lažja in hitrejša, prilagoditev Dončića na ta nivo, kot pa Aytona. Mislim, da bo imel precej več težav in tudi Kokoškov precej več težav s treniranjem Aytona, razen seveda, če se povsem ne motim. Za 180 stopinj, 100%, karkoli že, kjerokoli mero že hočeš vzeti kot mero moje napačne ocene Aytona. Če se ne motim toliko, potem ne pričakujem, da bi lahko recimo Kokoškov z Aytonom naredil kaj konkretnega. Ampak ja, če pa pripelje recimo Kokoškov še Gorana Dragića, če greva zdaj še na Miami. Kar ni tako zelo, bomo rekel, iz trte izvito. Ja, glede na zaključek sezone Miami, glede na to, kako so pogoreli, midva sva obada pričakovala, da bodo izpadli. Swish, swish, bish. Ja, razlog za tale fade out na koncu podcasta in tale kratek zvočni signal vmes je, da sva z Blažem po tej točki še naslednjih 50 minut nadaljevala z novim, pravzaprav na nek način novim podcastom. Govorila seveda o
Goranu Dragiću in Miamiju, možnostih, kakšne so možnosti menjave Gorana Dragića v kakšen drug klub, kakšni so poletni načrti Miamija in zakaj seveda se sedaj tudi govori o potencialnih menjavah tistih najboljših nosilcev oziroma najboljšega igralca, posameznika Miamija v tej sezoni. Kakšne so možnosti, da se Goran združi zopet z svojim trenerjem, nekdanjim trenerjem iz Feniksa, nekdanjim trenerjem iz reprezentance, Kokoškovim, in seveda kakšne so možnosti, da tam Luka, Goran in Igor skupaj naredijo tak uspeh, kot so ga naredili že v reprezentančnih vrstah. Ali je to sploh realen scenarij? O tem bova debatirala naslednjič. In pa seveda, kot sem dejal, poletni načrti Miamija, kaj se bo zgodilo, če Goran ostane, kakšen je domet tega moštva. Čaka jih pestro in zelo zanimivo poletje, tukaj se vsi strinjajo in mnogi podrobni spremljalci napovedujejo tudi velike menjave, konkretne rošade v moštvu. Kakšne, o tem več v naslednjem podcastu, ki bo na voljo že v nedeljo. V njem pa bomo spregovorili tudi nekaj več o finalu končnice v obeh konferencah, Golden State, Houston na eni strani, Boston, Cleveland na drugi, tako da bo za ljubitelje košarke, NBA košarke, košarke nasploh tudi v tem nedeljskem podcastu več kot dovolj zanimivega materiala. Ne zamudite pa tudi reakcije po Final Four turnirju, ki se bo začel danes v Beogradu. Danes bo Real odigral tekmo s CSKA-jem, o kateri ste lahko več izvedeli v tej epizodi podcasta. Jutri v soboto pa kratka reakcija 10 minut na odigrano tekmo. Zato seveda vabljeni k poslušanju vseh naših podcastov, ki jih lahko najdete na našem YouTube kanalu, Soundcloudu in tudi našem portalu sportinfo.si oziroma sportinfo.si na vseh platformah. Všečkajte nas, naročite se na naše podcaste. Ogromno zanimivih športnih vsebin iz tistih športov, ki vas najbolj zanimajo, in nikoli nismo dolgočasni. To vam obljubljam. Bodi to dovolj za tokrat, za ta del. Ne zamudite, kot sem dejal, drugega dela v nedeljo in jutrišnje sobotne reakcije na polfinale CSKA Real. Se slišimo. Put your head up, play!